Živimo pač v nekem času, v katerem neprestano poslušamo o nasilju, zlasti v najrazličnejših medijih. Morda je to posledica neke posebne zgodovinske dobe naše civilizacije, ki je na severni hemisferi najbrž dosegla neko stanje, ki bi po svoje bilo težko boljše, ne vidimo nekega napredka. Po drugi strani smo preživeli 3 leta trajajočo epidemijo, ki je številne ljudi, pravzaprav celo človeštvo spravila v stisko, in stiska velikokrat porodi različne agresivne ideje, kar je po svoje razumljivo in zdravniki to v bistvu tudi razumemo in upoštevamo pri svojem delu. Kljub temu pa se nam zdi prav, da prispevamo nekaj k temu, da se to nasilje v družbi, ta intenzivni razgovor o nasilju, ki je sam včasih v bistvu neke vrste ne fizično, torej verbalno nasilje, ustavi oziroma zmanjša. Po eni strani mislimo, da je treba postaviti meje. Vsaka svoboda govora še ni svoboda govora sama po sebi, ampak ne sme predstavljati verbalnega nasilja. S tem v zvezi je bila vložena ovadba zoper ljudi, ki širijo sovražni govor po družbenih medijih, in predlagamo tudi ministrstvu spremembo zakonodaje, ki bi zdravstvene delavce v tej situaciji bolje zaščitila. Po drugi strani pa se zavedamo seveda, da je pametno, da prispevamo tudi k temu, da bi nekako razbremenili družbo tega nasilnega dialoga, te nasilne komunikacije. In tukaj želimo nekje pač spodbuditi razgovore v neko pozitivno smer na različnih ravneh, kjer nam je pač to možno, v odnosu s pacienti, v odnosu z celotno družbo.